Ljubljanico danes dojemamo predvsem kot lepo reko, ki s svojim mirnim tokom zaljša podobo mestnega jedra. A nekaj sto let nazaj je imela reka tudi pomembno gospodarsko funkcijo. Ljubljanica je bila živahna prometna pot, po kateri so v mesto prihajale dobrine za njegove prebivalce. Ti so se meščani namreč takrat začeli tudi malo bolj kulinarično izobraževati. Začele so izhajati prve kuharske knjige. Še posebej znana je Kuharske bukve Valentina Vodnika iz leta 1799, ki je sploh prva kuharska knjiga napisana v slovenskem jeziku. V njej najdemo marsikak zanimiv recept, tudi za zelo eksotične jedi, kot je recimo želvja juha. Skupaj z živahnim dogajanjem na in ob reki se začne v mestu pojavljati nov družbeni sloj. Proletariat, to so bili močni možje in fantje, ki so ročno natovarjali in raztovarjali tovor na ladjah. Delali so predvsem po noči in zgodaj zjutraj. Ljubljančani so jim rekli fakini. Fakini so se po napornem delu tudi hecali. Ko so mimo gostilne na polja v okolici mesta hodili kmetje z ljubljanske tržnice, za katere je veljalo, da jedo predvsem žgance, so se fakini hecali in kmete kibicali, češ tudi mi jemo žgance, ampak naši so leteči. Zakaj leteči žganci? Ker so fakini radi jedli ocvrte piščančje perutničke. Ta preprosta, a slastna jed je ostala priljubljena do danes in tudi mi jo bomo pripravili, in to po starem, s črno moko, črnimi drobtinami in ocvrte v svinjski masti. Leteči žganci se pripravijo po klasični proceduri, klasična dunajska panada, moka, jajce, stepeno, žvrkljano in drobtine. Perutničke prej prerežemo na pol, da dobimo take bolj primerne koščke, ki jih povaljamo najprej v moki, odvečno moko otresemo. Jajce potem služi kot lepilo, na katerega se primejo še drobtine. In že so perutničke v zadnji postaji. Fino je malo prste, kot pri likovnem pouku ali pa kot v peskovniku. Tako. Bodoči leteči žganci so spanirani in pripravljeni za svoje kopanje ne v Ljubljanici, ampak v vroči svinjski masti. Nacvremo jih zelo na hitro, se pravi, maščoba ne sme biti prevroča, ampak lepo počasi, da skorica rata lepo zlatorjave barve, ne pretemne, da se prehitro ne zažge in da so obenem perutničke seveda prepečene. Tako, leteči žganci so že v zaključni fazi svojega kopanja v masti, pri visokih temperaturah, to so resne terme, tako da jih samo še poberemo iz maščobe in jih odcedimo na kuhinjskih brisačkah, ki vpijajo odvečno maščobo. Potem pa, če bi bili pravi fakini, bi leteče žgance postregli v tejle posodi. Ampak, ker mi nismo pravi fakini, bomo to vsem postregli samo na lepih, belih krožnikih. In to so še zadnji leteči žganci, kot se šika.